Živijo, dobrodošli v podcastu Raztezanja, kjer z Gorazdom raztezava najne možgane in se pogovarjava o izboljšanju izkušnje strank. Danes z Gorazd bomo imela po mojem eno zanimivo temo in sicer se bomo pogovarjala o podpori strankam, torej o izkušnji, ki jo lahko nudimo v podpori strankam. To se mi zdi ena taka zanimiva tema, ker ko smo v vlogi nekoga, ki rab podporo, nam je popolnoma jasno, kakšno izkušnjo si želimo. Na drugi strani pa ni zmer tako, oziroma je en kup enih razlogov, zakaj so stvari take, kot so, zakaj ne tečejo tekoče in na ene mogoče ne moramo niti vplivati ali pa jih je težje naslavljati. Mi da bi vsem danes pogledali, kako pa lahko tehnološko pa procesno izboljšamo neke stvari po koščkih, da je na koncu izkušnja boljša, no? Pa hkrati damo bolj učinkovite ljudi. Torej, da je izkušnja boljša tudi za zaposlene, ne samo za onega, ki dobiva, ki prejema to podporo ali pa se pač naši ljudje z njim ukvarjajo. Cool. Zdaj, zakaj je ta tema pomembna pa zanimiva, Gorazd? Ja, tako kot si že rekel, stranke 90% ful cenijo, če dobijo takoj odgovor, pa vemo, da ni čisto tako, ne? Podjetja recimo, ki zagotavljajo tako podporo, imajo do 20% boljši net promoter score, to se pravi nekaj, kar tudi merimo v podpori strankam, lahko, ne, tudi poleg enih drugih metrik, ki bo danes tudi povedala, ne, ker pač nekaj moramo zmeriti, pa vemo. Zdaj, po nekih študijah je tam Salesforce pa HubSpota je nekje 74% agentov, teh, ki dejansko odgovarjajo, reklo, da jim AI že prihrani čas in jim pomaga pri odgovorih. Zdaj na drugi strani pa management, tam več kot pol še ne ve točen, kam bi vlagal, v katere dele, veš, imajo malo zadržke, pa tako da tukaj imamo en gap, ne, to danes mečkam probala nasloviti. Pa ena stvar, ki je mogoče pomembna, poleg tega, da hočeš tako odgovor, je tudi danes ta brezšivna izkušnja. Zdaj zelo banalen primer, začneš na chatu nekaj, kjer si prijavljen v svoj, recimo v portal, pol se pa prestaviš, ne vem, na WhatsApp, kjer si identificiran z neko številko, pa pol mogoče še ne vem, na Messenger, kjer si recimo pa nekega maila povezan. To bi želel, da je nekako povezan, da imaš neko tako enotno izkušnjo. Zdaj ni pa čist res, da to uporabniki dobijo, bomo malo se pogovorili o tem, kaj in kako, v bistvu, zakaj je to pomembno, po drugi strani pa kako bi se tega lotil. Tako da to je nekaj gordijskih vozlov, ki bi danes odvozlala. Ok, no, preden zajadrava v to temo, bi povabil vse poslušalce pa gledalce, da če imate kakšno vprašanje za naju, kakšen komentar, predlog za temo, mogoče imava en obrazac na frodix.com/vprašaj, tam nam lahko napišete sporočilo in bo probala se nanj odzvati ali pa odgovoriti. Seveda lahko tudi v komentarjih pod posnetki, v komentarjih na iTunesu, kjerkoli naj pač spremljate. Ok, zdaj pa mogoče začneva kar tako, ko se mi lotevamo vzpostavitve nekih sistemov za podporo agentom v podpori strankam, nekako vse skupaj definiramo, damo v 3 faze, torej od s čim začnemo, pa kako pa te izkušnje lahko nadgrajujemo. Zdaj, te faze imamo tako mogoče zelo razmeroma splošno zdefinirane ali pa zelo na grobo, ravno zato, da fitajo različnim tipom pa velikosti organizacij, zaradi tega, da nam to pomaga ugotoviti, kje je nekdo in kaj bi bil nekak naslednji korak. Jasno bi se dalo to na kup načinov tudi drugače zdefinirati, ampak a bi ti predstavil te faze, ki jih imamo? Ja, zdaj, če si poslušalci predstavljajo, da so različni tipi naročnikov, ki pride do nas oziroma na različni stopni zrelosti, pa smo mi rekli, kakšna je neka evolucijski razvoj kontaktnega centra. Tako je, mogoče samo to, ja, to si dobro rekel, kontaktni center, ker zdaj ni nujno, da gre samo za podporo strankam, kjer stranke kličajo nas, lahko je tudi nek outbound kontaktni center, kjer mi kličemo stranke iz različnih razlogov. Informacijska tehnologija, ki spodaj te stvari podpirajo, praktično enaka. Jasno je na drug način implementirana, drugače so procesi postavljeni, ampak gre pa za isti koncept. Za vse tipe kontaktnih centrov to velja in tudi kontaktni center lahko komunicira po telefonu, po mailu, po, kot si rekel prej, WhatsAppu, SMS-u, chatu. In prva faza je raven to, to, kar si rekel, vse te kanali, ki jih je danes mnogo, najprej jih spravimo v en sistem. Se pravi, centraliziramo vse etikete,
da če ti pišeš iz Messengerja, dobimo mi v enoten sistem, pač agenti gledajo, rečemo, shared inbox, enoten inbox, kakorkoli to jim rečemo v različnih sistemih in potem, ko pripravijo nek odgovor, se tudi ta posreduje pač na tisti kanal, preko katerega je stranka komunicirala, se pravi, pa imamo noter v takem zadevu in chat in tako, in to se pravi, to je faza 1, centralizacija nekih teh, pa šla pa malo globi pogledati te stvari. Zdaj neka druga faza je, da zdaj, ko imamo to osnovo narejeno, vse na enem mestu, dodamo AI lahko na ta del v smislu Copilota, to se ljudje zna najbolj predstavljati, da pomaga generirati določene odgovore, bolj vezane na našo bazo znanja. Pa pa šla bolj podrobno to pogledati. In tretji del, se pravi faza 3 bi bilo, zdaj, ko smo naredili prvi pa drugi del, pa že uvedeli AI, bi v tretjem delu je ideja oziroma potem nekak projekt se tako običajno zapelje, da lahko na del tiketov, se pravi tiste, kateri identificiramo, da so ready, da jih AI sam odgovori, AI prevzame komunikacijo. Še vedno smo v pač neki kontroli, imamo neke mehanizme, kjer lahko stvari preverjamo, ampak za neke stvari pač sam poda odgovor, to je pa recimo faza 3. Da, ja, se v osnovi gre torej, kako z AI-om nadgraditi kontaktni center, ampak kar smo ugotovili, da kontaktni centri zelo pogosto niso sploh še pripravljeni na to, da bi lahko, ali pa da je smiselno kar uvajati nekega AI agenta. Ja, če dodajamo zdaj na chatbot AI agenta, zakaj pa ne? Če hočemo se pa tega resno lotiti, torej da bomo naš kontaktni center nadgradili na način, da bomo dejansko potem imeli tudi neke konkretne prihranke na času ali pa na denarju, da bomo rabili manj agentov, da naredijo isto dela, potem se treba pa tega vse nekako resno lotiti in štartati tudi s tem, da imaš centralizirane komunikacijske kanale. Ker zdaj kaj v realnosti vidimo, ne vem, mogoče ima kar nek skupni inbox v Outlooku ali pa v Gmailu, kjer ga uporabljajo, pa to mogoče, ne vem, po mapcah razdeljen, kdo bo kaj oddelal, ali pa malo kdor prej pride, prej melje, malo prisem tega, koliko je teh tiketov, pa to dela center za podporo strankam, pa vidimo, da na Facebooku, ali torej na Messengerju, pa na nekih teh kanalih na družabnih omrežjih, ker marketing skrbi za to, pa to sploh ni prišlo nikoli v upravljanje centra za podporo, pa potem, in tle se zgodi tista brezživna izkušnja, ali pa tisti preskok, kjer v bistvu včasih marketing proba odgovoriti, ampak največkrat te pa usmeri na kanal, kjer je center za podporo na voljo, kar, ok, spet, če mi rečemo, ok, nimamo resursov, da bi še tam to delali, ja, zakaj pa ne, a ne, ker zdaj kanal kot je chat, ali na spletni strani, ali Messenger, ali WhatsApp, ima neke druge zakonitosti, neke druge potrebe, tam je drugačno pričakovanje od strank, da boš ti hitreje odzivan kot na mailu. To je res. In se lahko, je čist fair odločitev, da rečemo, mi strateško ne bomo nudili podpore na tistih kanalih, ampak zdaj, če pa imamo enkrat orodje, pa ta stvar ni več tako težka, torej, ko imamo enkrat vse stvari v istem orodju, se nam pa to olajša, ne? Ja, najprej, kot si rekel, rabiš nek ticketing, enoten sistem. Se pravi, iti mogoče iz teh ne v Outlooku ostati, ker tam ne moš nadgrajevati stvari. Se pravi, rabiš nek sistem. Tako, tudi zgodovine nimaš, ne? Torej, tako, nič. Ja, lahko nekako iskanje uporabiš, ampak pri toliko velikih mailboxih se te stvari postanejo neuporabne in imaš spet, nimaš brezšivne izkušnje, zaradi tega, ker če nekdo par dni nazaj pisal, pa zdaj ni odgovoril na isti thread, ti ne veš, kdo je ta oseba, če nisi ravno ti se z njim pogovarjal. Ne? Kar pomeni, rabiš nek sistem oziroma rabiš CRM, kjer boš zapisoval vse stike tako direktno na osebo, na osebo, ki te je kontaktirala. Ne? Ja, no in se to, kar si tudi rekel, ne? A veš, zdaj uvedeš vse ljudje si predstavljajo, kot govorijo, pa piše case, pa nekaj, ne? In vsak reply gre seveda spet na ta ticket, na ta thread, nekdo pač da odgovor, spet dobiš nazaj. In ne samo to, da ti ticketing sistem omogoča pač komunikacijo, ti znotraj enega takega sistema lahko tudi kakšnega kolega vključiš, dodaš v, ne vem, drugo kategorijo, pa se nekdo drug tam ukvarja, pa pač vidi, kaj se je vse prej zgodilo, veš, tudi če je marketing zdaj zadolžen za nekaj, pa odgovori. Pa zdi se mi zelo pomembno v tem delu,
da večina teh ticketing sistemov danes že omogoča uporabo neke baze znanja tudi za odgovore, se pravi, ali rečemo temu snippeti, templati ali podobne zadeve in lahko ti določene stvari veliko hitreje odgovarjaš. Nekdo te 15krat na dan isto stvar vpraša, imaš že nek template pripravljen, po drugi strani pa veš, da mogoče bilo to dobro, da tudi na spletno stran to informacijo dodaš, če jo ljudje tam iščejo, ker očitno te informacije ne dobijo, oziroma ne vem, je tvoj proces zamenjave gesla res zakompliciran, pa ti mora za to pisati, a lahko to kaj spremeniš. Ne? Pomembno pa je tudi v tej prvi fazi, ne vem, da tudi meriš, kako so ljudje zadovoljni s temi odgovori. Ne? Ker to je, se mi zdi, osnova pa tudi za vse naprej, da boš lahko to gradil. Ne? Zdaj, običajno vsi poznamo to, da ko si, ne vem, kontaktiral nek kontaktni center, saj ti ve, če dobiš pol, kako si bil pa zadovoljen. Pa, ne vem, oceniš od 1 do 5, oceniš, ne vem, rumeno, rdeče, zeleno, ne, pač različne te ocene in pol, ko to spremljaš, vidiš, ok, tukaj smo bili zelo dobri, hitro smo odgovorili, kaj je bilo zdaj, veš, lahko po agentih gledaš, po temah gledaš in to se mi zdi neka taka osnova, na kateri lahko tudi pa bistveno bolj gradiš izobraževanje zaposlenih. Ne? Recimo, če vrsta znanje imaš, kot v Outlooku ga težko dobiš, pač po vseh teh zadevah, pa tudi, ne vem, konc koncev pa vsi tvoji departmenti pod eno streho, saj probaš, da nekako pridejo vsi noter, tudi če imaš različne, ne vem, prodaja, afna, neki, pa recimo pač nekako centraliziraš to na eno mesto, imaš poj za izobraževanje dosti jasno, to so neki procesi, tako to gre, za določene tikete, to so informacije, ki jih moraš zbrati, ki jih moraš vedeti, in se mi zdi novega zaposlenega bistveno lažje dodaš in da tu zelo dobro začne hitro odgovarjati. Ne? Ker če si predstavljamo tam, ko nekoga oddaš v podporo, pa je tako, ja, to so vsi naši dokumenti, to je naš Outlook, mail in on je tako zgubljen, koga vprašati, kaj je zdaj, kaj je, veš, in pa mogoče je banalna stvar, traja pol dneva, da najdete pravo osebo. Tako to se mi zdi, da so neke ključne take zadeve, ki bi jih mogel tukaj narediti, ti še kaj dodati, tako takih osnov. Ne, samo mogoče, čeprav vsem v neke okvirčke, da to vsako od teh faz, ne, torej, nekako prova reči, kaj je cilj, kdaj je nekdo zrel za njo, mogoče nek čist konkreten primer, neke take rešitve, pa mogoče kako meraš povračilo investicije, torej ROI, torej zdaj za prvo fazo, kaj je cilj? Cilj je, da daš vse tikete, rečem zdaj temu tikete, vse neke zahtevke za podporo strank na eno mesto. Je to v redu cilj? Malo je v redu cilj. To je, pri prvi fazi to zelo je predpogoj, zaradi tega, ker boš pol imel platformo, da lahko širiš v različne stvari, na eni strani za jajo, na drugi strani z nekimi drugimi integracijami, kjer boš še več podatkov o osebi, kar pripelju že v CRM sistem, da bo oseba, da bo agent lahko takoj dostopal do nekih ključnih podatkov in ne bo rabo med sistemi skakati in vse to. Tudi zrelost, takoj si zrel za nek tak sistem, tudi cene teh sistemov, večina se jih zaračunava pa uporabniku, to niso neke nerealne številke. Ja, na začetku imaš še enega userja. Tako. Recimo, in že temu enemu userju je koristno, da to ni vse samo v Outlooku. Čim so pa 3, pa sploh. Ni tako. Okay. Zdaj konkreten primer oziroma mogoče nek use case. Ja, imamo en naš konkreten use case je Limpay, na katerem smo delali. To me tudi v bistvu, oni so šli nekako po teh fazah, bova tudi pač predstavljala v bistvu, skozi jih bova malo pelala skozi vse te primere. Ampak prva zadeva je bilo, da so v bistvu centralizirali na vse skupaj, se pravi elektronska pošta, IP, telefonija, se pravi še ta del so imeli, no. Pa je podpora, se pravi recimo ne vem, prek Facebook Messengerja, pa lahko bi tudi klepet v živo na spletu dodali, pa če bi želeli tudi tukaj noter dodati. In že vse to, da so spravili to na eno mesto, so pa videli dejansko, kakšen je performance po določenih temah, kategorijah, videli so, kakšne rezultate dosegajo in dejansko so se lahko začeli izboljšvati, začeli so bazo znanja graditi, na podlagi tega lahko bistveno boljš, ker so vedeli, kje stvari še manjkajo. Tako da to je en tak primer uporabe, ki je dejansko v praksi, pa to je kar
rečemo, en tak srednje velik sistem po številu tiketov, tako da je kar nekaj agentov, ki se morajo s tem ukvarjati. Tako da pa imam pa še en primer, ki pa recimo, ki se bo tudi malo pelal skozi to, je pa Vodafone, je pa recimo ta evropski del, pa na enak način v bistvu začel. Tako da ima en tak case, ki je tudi ne naš, ampak tako, da dobimo nekaj usporednice. Da tudi te evropski projekti ali pa rečemo večje, se pravi več državne regijske firme, pač tudi gredo skozi iste nekak procese, tako da ni zdaj to tako, da smo se zdaj mi nekaj izmislili, pa sem tukaj v Sloveniji veljano. Ja, zdaj velikost, ki si je omenil, to je po mojem tista stvar, ki ti pa pove, do kjere mere boš delal optimizacije. Zdaj, če imaš ti 3 agente, ti zdaj nek prihranek pol ure na dan na agenta, precej manj pomeni kot pri 20 agentih. Tako da tam pač pri večjem številu agentov ali pa pri večjem številu tiketov, če gledamo prihranek na nek tiket mogoče, so pač res sekunde in minute pomembne. Zdaj, prej si rekel tudi ROI, recimo, povrnitev investicije. Zdaj, če neka taka stvar, pa rečemo srednje velikem, že malo rečem srednje velikem podjetju, bi stala, ne vem, nekje 10,000 na leto, pa da eno osebo v bistvu nadomestiš, zato ker si, ne vem, bolj optimiziran, pač si učinkovit, je to prihranek, recimo, da je FTE take osebe med 20 pa 30k, strošek pač za podjetje, je to nekje 200% ROI že v prvem letu. Si lahko tako zelo na hitro predstavljamo. No, tako je, meriti moraš, kakšen je prihranek. Tako. Jasno, ni pa, vsi bi radi videli, ROI v evrih, ampak tako kot si rekel, merimo zadovoljstvo, tudi to ima vpliva. Ker ena statistika, o kateri velikrat govorimo, je ravno to hitrost, uporabniki si jo želijo in ta hitrost ful vpliva tudi na oceno, ki jo bomo na koncu dobili. Torej, odgovor, ki je ok, tako da bi rekel good enough, ko bo o AI-ju govorila, bo več takih primerov, pa ful hiter, bo imel veliko boljšo oceno kot odličen odgovor, za katerega si rabil 2 dni. Ja, zdi se mi pa zelo pomemben ta del, ki si rekel, zakaj to odmerimo. Zdaj, če malo obrneva ta kovanc na drugo stran, pa rečeva, da je retention marketing tudi vezan na to, ker vemo, da ne vem, po eni izkušnji gre, ne vem, tretjina strank slabi, stran po 2, nas 90% strank zapusti, in identificirati moramo, kje nastanejo, za kakšne težave nastajajo v bistvu te slabe ocene in slaba izkušnja, in to prek podpore najlažje ugotoviš. Pa še to je oni kontaktirali, ker so tisti proaktivni, ki te kontaktirajo. Pač vsem lahko predvideš, da je še uporabnikov, ki ima podobno zadevo, s katero bi bilo dobro, da se ukvarjaš, pa te sploh niso kontaktirali. Tako da lahko si iz tega tudi proaktiven. Tako je, to je pa malo odvisno od produkta. Lahko neke stvari že vnaprej predvidimo, zmerimo, kukarkoli jih kar vnaprej začnemo reševati, prej sploh pridejo do podpore. Tako je. Se vidimo, pač veliko stvari se rešuje pač s proaktivno komunikacijo. A lahko napovemo neki izpad, a ga lahko skomuniciramo, ali bomo počakali, da nekomu, ne vem, da je nekdo brez elektrike, pa gre najprej gledati pol na status, oziroma nekdo, ki je bolj vešč, bo šel na nek stanje omrežja, spletno stran gledati, večina jih bo pa poklicala. In kako rešiti tako stvar, da nimamo takrat tudi preobremenjenega klicnega centra, je tako, da bolj obveščamo o izpadih. Zdaj, ne vem, jaz vidim, če govorijo o izpadih elektrike ali pa kar se tiče tudi komunalnih podjetij, velikih je to upeljalo v zadnjih letih, ali pa če zdaj že imajo tudi že 10 let, ampak je vse tako narejeno, da se moraš ti proaktivno prijaviti na to. Ja, je pa nekaj, kar je tvoj utility, se pravi, tako dobijo, a veš, pričakoval bi, da si zelo dobro o tem obveščena. Tako, ker so res to osnovne stvari. Tudi kar stvari, ki so vezane na telekomunikacijske operaterje. Torej, vedno, kjer bi si rekel, račun lahko vsak mesec dobim po mailu, ne morem pa dobiti nekega obvestila na ta isti mail. Dobiš SMS zraven. Tako da, tudi to, izboljšana izkušnja, višja ocena, to pač tega ne moramo v evrih večinoma zmeriti, ker je zelo težko ugotoviti, kakšno pa to vpliv na retention in vse to, ampak tudi to šteje zraven, tudi če je mogoče ROI samo
ne vem, 1:1, ne, da pokrivamo stroške. Ampak zdaj ta prva faza, kdor se ukvarja z podporo strankam, kdo ima kakršne koli tikete, pa da jih je več kot, ne vem, 2 na dan, da si pogledati Alfred X1, HubSpot starter pakete. Tukaj boste, en stvari si boste pač res uredili in je vredno, no, imeti komunikacijo na enem mestu, zgodovino na enem mestu, ker stranke pa to cenijo, da jim date občutek, da veste, da so bili oni 2 meseca nazaj že z vami v stiku ali pa da so lani prvi vas neko stvar kupili. To so tiste stvari, ki naredijo wow efekta. Ok, zdaj če gremo pa na naslednjo fazo, torej vključevanje umetne inteligence kot pomoč agentom, torej vključevanje AI-ja, ampak zaenkrat samo za interno uporabo. Torej, tle imamo par nivojev, ali pa par področji, kjer nam lahko nam pomaga kategorizirati tikete ali pa pač prejete zahtevke. To je bilo meni recimo zanimivo, ker sem ugotovil, da v določenih podjetjih se dela kategorizacija tiketov ročno, kar sem jaz ugotovil, če pošljem zahtevo po mailu, bo kasneje začel nekdo reševati, ker je še ena oseba vmes, ki najprej klasificira, kot če grem na portal za stranke in tam sam v drop-downu zberem kategorijo in pol napišem mail. Ne? Ker zdaj ne vem, jaz sem delal tudi v enem klicnem centru v podpori strankam, to je bila moja naloga, da sem klasificiral vsak zahtevek. Medtem, tako vidimo, lahko je že zaradi enega koraka, kjer je treba stvari samo razdeliti med ljudmi, je lahko to že problem. Ne? Zdaj, eno razdeljevanje tudi že CRM sistemi znajo delati, drugo je pa to, da to z AI-jem podpremo, kjer kontekstualno AI se zaveda, kaj je vsebina sporočila in jo zna dati pravemu agentu na mizo, če tako rečemo. To je verjetno največkrat lahko s tem štartaš, ker je AI zelo dober v tem razumevanju konteksta. Sploh, če motiv predeliš, kako ti v bistvu vzorc, kako izgleda tvoja klasifikacija, je to po mojem prva stvar, kjer bi lahko mogoče začel z nekimi predlogi, kaj je kategorija, pa jo potrdiš ali tako recimo. Tako, ker zelo pogosto tudi potem na to rečemo, po teh kategorijah merimo uspešnost AI odgovorov. Zaradi tega, ker potem vidimo, AI je zelo dober v kategoriji splošne informacije, pa v kategoriji informacije o računih, je pa zelo slab v kategoriji, ne vem, če sva zdaj še vedno na elektro. Števčna stanja. Ja, pa te so še enostavno, ampak sončne elektrarne. Neki sončne elektrarne ali pa nekaj zelo specifičnega. Ne? In ja, torej drug nivo je torej poleg klasifikacije, da kar predlaga odgovor, ki ga potem lahko agent ali uporabi, mogoče ga predela, mogoče uporabi tazga kot je, ali pa reče, isto hitro bom svojega napisal, kot da tega predelujem. In tle recimo, ko smo šli čez par takih procesov, smo dobili zelo mešane feedbacke, se mi zdi. No? Torej, eni agenti so rekli, že to, da moram prebrati to, kar je AI napisal, mi vzame čas in sem včasih sam hitrejši. Kar se mi zdi, ok, ampak pa moraš biti res hiter, oziroma moraš predpostavljati, da boš pa zdaj lahko s templateom odgovoril, ker takrat bi rekel, ok, sem hiter s templateom, snippetom, kakorkoli. Če pa ti pripravljati nek odgovor, si pa seveda hitrejši, če prebereš. Če moraš snippet predelovati, težko, da si hitrejši. In zdaj, AI agenti so res dobri v tem, da znajo neke template odgovore pripravljati. Torej tudi vprašanja, kjer jim template odgovori ustrezajo, prepoznavati in potem ta prav template aplicirati. Tako da je pa, razumem pa to iz tega stališča, da je to za agenta nek dodaten korak, ki ga prej ni rabo delati, če tega ne vidi kot najprej pomoč sebi, ampak da vidi, jaz s tem pomagam AI trenirati. Lahko pol pride še celo do malo tega občutka, jaz bom zdaj AI treniral, na koncu bom zaradi tega službo izgubil. Čeprav v realnosti vidimo, da ni tako. Večina sistemov se potrebe po agentih rastejo, ali pa se tudi pri večjih sistemih je pa itak fluktuacija, čist naravna. In vsaj pri nas, pri naših primerih, kjer smo uvajali AI agente, pa smo naredili neke prihranke, konkretne prihranke, ni zaradi tega noben ostal brez službe. Še. Ni tako kot Klarna, kjer so odpustili toliko delavcev v kontaktnem centru in jih magično nadomestili z AI-om, za katerega se pol izkazali, da pa mogoče ni tako dober, pa so spet zaposlovali nazaj. Torej, takih drastičnih stvari naše stranke niso delale. Ja, je pa res, da mogoče kakšnega študenta imajo manj, ampak
Ampak Jaz ni nis- izgubil službe, po mojem. Ne, študent. ni izgubil tako službe. Ni jo pa dobil. Tako, ja. Ampak se mi zdi ena stvar je pomembna, a nek agenti, ja, malo imajo to proti tem, so itak logično, pač vsak je čisto normalno, da ima ljudje strah pred AI pa prevzemanjem njegovega delovnega mesta. Ampak po drugi strani so pa tiste stvari, ki moraš 16krat na dan odgovoriti za resetiranje gesla, pa tudi čez templeti, a ješ pol počas imaš tega tako vrh glave, ne? In pol se za tega odločaš, ma ne bom več tega delal, le skozi isto odgovarjam. In če ti to AI pomaga, pa ti mogoče delaš bolj zanimive, ne vem, kakšne ponudbe, kaj taga, kaj ti tudi veš možgani malo več delajo, pa malo razmišljaš. Po mojem je tam pol manj fluktuacije, ker ti je bolj zanimivo. Tam ti je pa čisto normalno, da nekih stvari imaš pa enkrat dovolj. Ne? Je pa ta AI del, no, tle, ki ima to nekako drugo stopno. Mogoče dobro pojasnim, da veš, kaj si prej omenil, ni zdaj to, da AI samo od sebe odgovarja, ne uporabimo, ne vem, tako kot ChatGPT ali pa OpenAI model, pa polno, kar samo odgovarja, ampak uporabljamo nek tako imenovan RAG proces, Retrieval Augmented Generation, pa bi ti to lahko mečkaj tako, Ja. 10-letniku, 18, 25, pojasnim. Ja, torej s tem RAG tehniko, procesom, kakorkoli se vedno začne. Torej, to je to, kjer mi rečemo, da smo AI agenta nekaj naučili v narekovajih. Torej, kako stvar dela, je to, da AI zna na osnovi vprašanja, ki ga je dobil, poiskati po naši bazi znanja primerne odgovore. Najprej najde s tako imenovanim vektorskim iskanjem več odgovorov, ki ustrezajo, potem je pa naloga large language modela, da iz teh možnih odgovorov sestavi ali pa iz informacij, ki jih dobi, ki predstavljajo odgovor, sestavi odgovor na konkretno vprašanje, torej čisto personaliziran odgovor. Se pravi, tudi vprašanje, ki pridejo na podporo, predstavlja vektorje in primerja vektorje. No, se to, če rečeva zdaj, ja, kaj so vektori, ne, torej za vektorje smo vsi slišali pri matematiki zdaj si ljudje predstavljajo črte. V srednji šoli, a je to že stvar osnovne šole? Skratka, ne, konc osnovne. Neke črte s puščicami, ki imajo smer, dolžino, bla, bla, bla. To v osnovi so vektori, torej smo pa v osnovni šoli smo delali z dvodimenzionalnimi vektorji, mogoče včasih pol naprej s trodimenzionalnimi. Zdaj, vektorizacija v kontekstu large language modelov ti spremeni v neko besedo ali pa nek stavek v vektor dolžine več kot 5000 številk, torej številke velike med -1 pa 1, ki se potem seštejejo v 1. Skratka, gre pa za to, da v nekem, če rečemo, 5000 dimenzijskem prostoru, v prostoru velikosti 5000 dimenzij, nekako predstavljamo, kaj to pomeni. Ne? En primerček, ki ga imam jaz v webinarju, je, kjer pokažem to stvar v 2 dimenzijah, pa rečemo, da imamo neko besedo mačka, pa pes, pa krava in vse te besede so zelo blizu skupaj. Nekje drugje na tem dvodimenzionalnem polju imamo pa nogometaš, ki pa kontekstualno nekaj čist drugega pomeni in je tudi prostorsko zelo daleč stran. Pa imamo pa zraven še besede, kot je ne vem, mjav, pa je ta še vedno tam v tem skupku, kjer smo dali živali in še zelo blizu psa je, ker kontekstualno pa še zraven, ne? Mačke. Sorry. Ja. Dvoletnik, ki razlaga, kako se živali oglašajo. Zelo blizu mačke, tako da, ker to kontekstualno nekako skupaj pomeni. Ko to razširimo vse te dimenzije, vidimo, da v bistvu to je način, kako large language modeli razumejo kontekst. Ne razumejo samo nekih specifičnih besed, ampak dejansko kontekst. In torej, ja, tudi vprašanje spremenimo v vektorje in potem naredimo torej čist primerjavo oziroma iščemo po razdaljah vektorjev, kjeri odgovori so najbližje in s tem iščemo podobnost z odgovori. To obstaja en tak hack, ki ga lahko naredimo, je pa, da postavimo kar large language modelov, ker GPT-4 pa 4, torej ta generacija modelov je že tako dobro, da tudi če imamo mi eno kompleksno vprašanje, zna nek hipotetičen odgovor na to pripraviti, kar pa zdaj, če imamo pa hipotetičen odgovor, ta pa kontekstualno še bližje pravim odgovorom pri nas v bazi znanja. Tako da obstajajo še neke procesi optimizacije, ampak skratka, z RAG procesom mi pripravimo iz naše baze znanja, ki je lahko velika na gigabajte podatkov,
cela naša spletna stran, vsi naši dokumenti, ki jih podpora uporablja pri pripravi odgovorov, splošni pogoji, ceniki, torej FAQ oziroma pogosta vprašanja strank. Tudi bivše tiketi, ne? Recimo. Tudi do neke mere tam, predvsem v bazo znanja od agenta nočemo dajati osebnih podatkov, tako da anonimizirani. Anonimizirani, kot rešitve. Ta baza znanja je lahko res ogromna, vemo pa, da large language modeli imajo omejeno količino konteksta, oziroma kljub temu, da je zdaj ta količina konteksta raste, bomo slabše odgovore dobili, če bomo kar celo bazo znanja dali noter, kolikor je konteksta na voljo. Tako da želimo kot kontekst dati na voljo samo tiste informacije, za katere mislimo, da ustrezajo vprašanju, in potem je LLM sposoben pripraviti ta odgovor. Drug nivo je potem to, torej, da eno je, da agentu omogočamo iskanje po bazi znanja, torej preko tega RAG procesa, drugo je pa, da agentu omogočamo uporabo nekih naših internih API-jev, pa lahko torej, če rečemo, ne vem, nekaj agent v podpori strankam za spletno trgovino, da mu damo tudi dostop do naročil, podrobnosti o naročilih, kjer pa lahko zdaj za to stranko poišče njena odprta naročila, pa statuse, pa vse te stvari, kjer pa spet lahko large language model oziroma agent, ki je na tem zgrajen, se avtonomno odloča, zdaj pa rabim dobiti te podatke iz tega in tega sistema in naredi kar, mislim, v zadju se potem sprocesira API klic, ki spet doda kontekst za odgovarjanje. Se pravi, dejansko kot agent dobiš na mizo veliko stvari, s katerim zelo hitro lahko rešiš, lahko mogoče čisto porabiš copy-paste, je to že v redu. Tako, zdaj, mislim, RAG sistem mi lahko celo uporabljamo za izboljšanje iskanja ali pa da damo agentu ne predlog odgovora, ampak sam predlog nekih člankov v naši bazi znanja. Zdaj, če si predstavljamo zdaj nek majčkan sistem, že pri Limpaju, tam agenti poznajo celo njihovo problematiko, tam nimamo tega izziva. Če predstavljamo nek večji sistem, kot je mogoče Vodafone ali pa je mogoče že čist naš slovenski telko operaterji, ali pa celo nek Microsoft, kjer je nekdo v podpori za Azure storitve, ali pa tudi pri Vodafonu za vse to, kar ponujajo, tam je pa problematika ful velika in na en del vprašanj zelo pogosto odgovarjaš. Tiste imaš pod kontrolo, točno tudi veš, kje boš najdel informacije. Zdaj na en del vprašanj so pa mogoče bolj obskurna, zelo malo ljudi pride, ki to stvar vpraša. Mogoče je bil sicer tiket na to temo prejšnji dan vprašan, ampak ker je tam toliko agentov, ga nisi ti dobil. Tam pa, če ti dobiš že namig, kje v bazi znanja boš te stvari iskal, se boš veliko hitreje znal znajdeti. To in zdaj zakaj najprej damo agentom te stvari, zaradi tega, ker če je, to pomeni, da smo prej lahko nekega AI agenta splavili, začeli uporabljati, nismo ga pa dali še čisto direktno k strankam, kjer bi se lahko blamirali, ampak bo v bistvu agent interno v podpori stvar preveril. Ok, imaš le kakšne izkušnje, a veš, pri tem testiranju, to je zelo pomemben korak, preden greš lahko rečemo fazo 3, zdaj pa malo načela. A je ta odpor isti, tako kot ga prej omenil, pri agentih, ali je pa vidijo, ok, se mi pomaga, bom podal, ali so kakšne sabotaže tudi? Mislim, stvar, ki je težka, je torej vsak bi to uporabljal, stvar, ki je težka, je agenta mogoče prepriča, da dajo tudi ocene, sploh če mi, ko razvijamo nekega tazga AI sistem, mi bi si želeli poleg ocene še nek razlog, zakaj pa taka ocena, torej zakaj ti pa ni bilo v redu. To je v bistvu zelo težko dobiti in tudi povsem razumem agente, zakaj tega niti ne želijo delati, ker se tudi jaz, ko dobim nek odgovor od podpore, pa sem zadovoljen, ne bom ocenjeval niti agenta. Če nisem res ekstremno zadovoljen ali pa precej nezadovoljen, ne bomo dal MPS-a. Isto razumem agente, da tega ne bi delali. Oni obdelajo, ne vem, 30, 40, 50 tiketov na dan, je to še čisto drugače, kot jaz, enkrat na mesec z neko podporo nekje pogovarjam. Tako da ta del je sigurno zahtevan, kar pomeni, da takrat naredimo v bistvu neko fokusno skupino agentov, ki so tisti, ki jih pa res prosimo za sodelovanje, za pomoč, za to, da ocenjujejo odgovore, da nam tudi kakšno stvar komentirajo, da naredimo fokusne skupine, da ugotovimo, kje imamo težave, kje so problemi, da lahko potem tega agenta tudi zboljšamo, da je še ne drugega koristen tudi ostalim
zaposlenim bolj koristen. Cool. Zdaj, omenil si že Limpej, tam je čisto tak podatek tudi iz tega case-a, da recimo v povprečju so nekje 5 do 10 minut potrebujo za pripravo odgovora, tukaj so v bistvu predlog odgovora dobili v nekaj sekundah. Ne? Tako da zdaj tukaj je pol ta prihranek, zdaj ali so direkt uporabili pa naprej poslali, ali tukaj je še agent tisti, ki je delal stvari. Drugače pa tudi recimo te mednarodna podjetja, kot je N26, pa Vodafone v tej fazi, ki jo pač tudi opisujejo malo drugače, ker mogoče smo se mi lotali, ampak gre za v bistvu predvsem to, da si slišal za ta koncept premikaj rešitve na levo, zato ker bolj ko na levi strani rešiš stvari, se pravi pač dele tudi črtaj, tudi pa na produktu popraviš, ampak bolj ko pomeni v levo smer, bolj pomeni v prvo linijo, a ne več kot tam lahko zastaviš dobrih AI tam dobre odgovore dajo, recimo pa N26 niso rabili toliko breme druge linije podpore, ker druga linija podpore je dražja, pa bolj kompleksne stvari rešuje, ne, in je tudi tako nekako sestavljeno. Zdaj, nek N26 je ogromen sistem. Če je bila priložnost za prihranek, je bil največji čisto na začetku, tako na levi, na vrh funnela. Bazičnih vprašanjih, tam, ko so bili pa neke kompleksne zadeve, izzivi, ko se je stranka, kaj je s transakcijo naredili, ti pa hočeš, da čim prej prideš na drugi nivo, ker se s tem ukvarja. Tako da to se mi zdi. Kaj so pa Vodafone? Tako, velikrat pridem v stik z nekim agentom v podpori. Zdaj, če imam nek zelo basic vprašanje, mi ful pomaga. Ali pa je v bistvu, sem zelo hiter prišel do odgovora in zdaj če zaznam, da je AI podpora, se zelo hiter obračam na njo, tudi za neko stvar, ki bi jo prej mogoče pogooglal. Za nek sistem, ki ga pa poznam, ali pa ki sem že pogooglal vprašanje, ker sem nekaj časa porabil za reševanje nekega izziva, ki ga imam, tam se pa zelo hitro zgodi, da pač tudi large language model ne ve, ker je večina teh large language modelov, sploh teh, ki so usmerjeni k strankam, so večinoma natrenirani zaenkrat res na RAG procesu, torej na bazi znanja, ne na nekih specifičnih stvarih, ki mene zanimajo. Ali pa enkrat sem pa imel nek predlog, v smislu neka trgovina, ki mi iz nekega razloga mi kaže oglase, ne pošiljajo pa stvari v Slovenijo, ker sem rekel, jaz bi imel vaše izdelke, skoraj po celi Evropi pošiljate, dajte še v Slovenijo. Tam pa sem dobil pol odgovor, da jaja, kjer je bil zelo prijazen, hvala, bomo upoštevali. Nisem imel pa občutka, da bo to nekdo naprej dobil in sem dobil tak zelo občutek nemoči, v smislu, komu naj pa zdaj to sporočim, ne, ker se verjetno, če poveš nekemu človeku v podpori, lahko da se isto nič ne zgodi. Samo občutek imaš, mogoče se pa bo on z nekom pogovarjal in bo to mogoče bo označil neko kategorijo. Tako, ker pri AI-ju si mislim, najverjetneje tega dela še niso naredili, da bi AI nek interni mail poslal s predlogom. Ne? Tam je dobra. Zdaj en case, ki ga tudi bi odsvetoval vsem, oziroma če ga kdo ima, da ga res spremeni, da začneš, pogovor z AI chatom in potem on reče, te bom dal agentu, recimo, ne, pač si njegov obseg znanja si presegel in poti conversation enda in začneš spet od znova. Ni tega konteksta predal in je tako cool, ko pokličeš na telefon, pa ko si prej, ne vem, pisal mail, ko spet vse isto na nov ponavljaš in ti je tako, in pa opustiš to idejo in napišeš mail in čakaš 3 dni na odgovor. Okay, zdaj smo v bistvu že zelo v fazo 3 prišla, torej v agenta, ki je obrnen proti strankam. Ne? Yes. Mogoče samo za fazo 2, če na hitro povzamem, torej cilj je to, da dobimo AI agenta, ki je po eni strani sodelavc človeškemu agentu, hkrati pa cilj tudi, da našega AI agenta skozi ta proces ful hitrejši iteriramo kot čez neko testiranje klasično in ga izboljšujemo in pripravljamo za to, da bo rekovajih samostojen agent postal oziroma da bo lahko delal proti strankam. Kdaj si zrel za njo, se mi zdi, da je stvar tako, če želimo nekaj sam na bazi znanja postaviti zelo hiter, moramo pa imeti bazo znanja ali pa moramo imeti zelo dobro spletno stran ali pa neke dokumente. No, pa vsem moraš imeti nekaj tiketov. Neka investicija je. No, seveda, ampak spet, če rečemo, postajajo tudi neki sistemi, kjer lahko v bistvu self-servisom te stvari narediš, se jih da razmeroma hiter
Jasno je to čisto drugo, kot če ti neko podjetje to postavlja, kjer se ne vem, mi ukvarjamo z izzivi, izboljšavami, z optimizacijami, kjer smo lahko hitrejši v tem, ker imamo izkušnje, ampak da se zelo hitro začeti. Zdaj merjenje ROI je pa spet torej, podoben, kot so prej rekla, tudi gre na prihrank, če rečemo, da zdaj ti dal dober case kategorizacija, če to zdaj dela, ne vem, 3 osebe, pa eno zamenjaš ali pa 2, da eno še vedno postiš za kompleksne, pa investicija je tukaj malo večja, se pravi, rečemo ona osnovna, plus nekaj je še za AI vzpostavitev, plus plačevanje nekih porabe tokenov, ki pa relativno zelo malo na tiket. Tako. Je pa mogoče pomembno, smo že prej dobro merili statistiko, da znamo zdaj tudi te razlike pomeriti. Ok, kaj imaš še zapovedati v fazi 3? Torej AI, ki je samostojen svetovalec strankam, torej AI, ki dela ali kot chatbot na spletni strani, na Messenger kanalu, na WhatsAppu, ali AI, ki dela kot agent na e-mailu, oziroma počasi prihajamo do tega nivoja AI, ki dela kot telefonski agent. Zato, ki vemo, slovenščina še pač je podprta tako, kot je, smo majhni, tukaj se čuti, tukaj se vidi, da so te voice agenti vsem bolj kompleksni za narediti, tudi slovenščina, ki jo lahko dobimo od OpenAI, je sprejemljiva, ni pa odlična, ali pa ni niti približno podobna temu, kar lahko v angleščini dobiš, kjer spreminja intonacijo, zna govoriti z različnimi naglasi, zna še petati tega, a ne tudi že na voice chatu od OpenAI, ki je še malo drugačen kot to, kar imamo na API-jih na voljo, tega na slovenščini še ni, ampak počasi prihajamo do tja. Zdaj, faza 3, če rečeva, sva prerekla, da zna tudi samostojno že odgovarjati. Se pravi, zdaj sva v fazi 2 rekla, da zna klasificirati, veva, da je dober, smo zmerili, v katerih kategorijah so dobri odgovori in za te bi recimo štartali, da lahko tudi sam poda odgovor. Tem, da recimo se podpiše, da je to avtomatsko generiran odgovor in da stranka, če kaj želi, lahko odgovori, pa recimo to preusmerimo k živemu agentu. Ja, zdaj tega mislim, da noben zakonodaja še ne zahteva, ampak kot neka dobra mi smo res kot dobra praksa je to, da se pač to napiše in to je edino pravilno. Ja, sej verjetno se bo to postajal standard, sploh ne bo to več pisala, več boš pač itak napisal. Zdaj, kar se mi zdi, imaš po ene 2 veji, kam lahko greš z AI-jem, ki lahko potem dela. Lahko je tak notranji nek AI agent, ki ti pomaga pri določenih takih zadevah operativnih, kot je recimo validacija določenih obrazcev. Recimo nekdo izpolne nek obrazec in preveriš, da je vse stvari. Recimo moraš zraven priložiti še nek PDF, neke stvari, preveriš, da to je in recimo ta agent naredi ta prvi korak in posreduje nekomu naprej. Tukaj je vse, mogoče odgovoriti od stranke, ja, vse ste dali, zdaj bomo pa to dali v postopek, kjer pa to human in the loop ali pa živ agent pač naprej to obdeluje. Drugi del bi pa bil, da tudi lahko je agent izvaja določene akcije v imenu pa za rešitev tega tiketa, kjer je pa recimo omejen ali pa si predstavljam lahko, imaš težavo, da si izgubil račun, ali pa bi želel kopijo računa in recimo v tem primeru, ko se identificiraš, recimo, da je ta chat postavljen v portal, kjer se ti prijavil, se pravi, vemo, kdo si, imamo tvoj ID, rečeš, izgubil sem račun za zadnje, pred 3 meseci en račun bi rabo kopijo, pa recimo jih samo v fizični obliki drugače dobivaš in bi ti recimo poslal na mail še enkrat račun. To ne bi bilo pa nekomu treba narediti, se pravi, šel je iz tega ticketing sistema v nek zaledni sistem CRM, kjer koliko so te podatki in šel neke stvari preveriti. To dejansko izvaja procese. Tako, to je tudi recimo, ko bi rekel, bi lahko ta proces v e-commerce naredil vračilo izdelka. Da je to izpeljan, ko to napišeš razlog, ti daš dokument, kakorkoli. Zdaj, če nimaš tako, kot recimo te, da kar nalepaš pa pošleš nazaj, ampak da gre za malo bolj standardni proces vračila. Tega tako, bi lahko izpelo. Zdaj, kar je tle, torej eno stvar pomembno si omenil je identifikacija, in tukaj zdaj, če identificiramo, tukaj ni v bistvu toliko izzivov. Če enkrat vemo, kdo je ta oseba, ki z nami komunicira, pa smo pač
prepričani, da se je pravilno komuniciral ali prijavil v sistem, ali imamo nek dvofaktorski proces potrjevanja telefona ali kakorkoli. Potem znamo tudi vse, ne vem, API klice ali pa podobne stvari omejiti na to, da iščemo samo to osebo, ker ker zamejimo, da v bistvu nikoli API klica ali pa ne vem, ID-ov nam ne ustavlja large language model, ampak so to vedno vnaprej napolnjena polja, ki jih ve pač čist naš program, mislim, naš del agenta, ki je v bistvu napisan s klasično kodo. Na drugi strani pa pol mogoče ta izziv pri agentih, ki so obrnjeni proti končnim kupcem, je ta omejitev, da pa po bazi znanja, torej po nekem zaradi drag procesa, tazga kot je, se pa da pač s spretnim promptingom zelo hitro brskati po teh podatkih, ki so tam noter zapisani. Kar pa pol pomeni, da če imamo neke podatke, ki jih sicer mi svojim agentom v klicnem centru damo na voljo za pripravo odgovorov ali pa kot neke informacije, ne želimo pa, da pridajo ven, pa te potem ne damo v agenta, ki je proti strankam obrnjena. Ja, in to so tiste stvari, kjer recimo rabaš nekoga, da ti pri teh zadevah svetuje bolj, ki ti zna tudi, ne vem, povedati, to so tveganja, tukaj moramo tako pristopati, ker se ti hitro pa zgodi kaj taga in je pol, v bistvu ni kvaliteten, ni v redu, namo se zdaj tega šli, tako da... Ja, sej, ne vem, čist banalen primer, mogoče, ne vem, nek telko operater ima nek seznam, kako želi širiti svoje optično omrežje, ampak tisti datumi, ki so zraven, niso toliko zihar, da bi to želeli na spletni strani javno imeti objavljen, kjer se lahko nekdo potem s tem ukvarja, pa teži, zakaj pa ni, pa mora biti skozi posodobljeno, potem da pa to na voljo agentom, ki reče, vi ste pa iz te in te ulice v tem in tem kraju, prva splaniramo, da bo to narejen v roku 6 mesecev. Če to damo, ta cel dokument agentu, lahko tudi nek medij najde te informacije in kar naredi seznam, pa ga objavi, pa si mogoče tega ne želimo. Obstajajo pa še bolj neki čisto interni procesi, kako tečejo, ki jih ne želimo na ven izpostavljati. Tako da tle še vedno, torej, ko imamo mi agenta za notranjo uporabo, ni nujno, da lahko tega istega tudi na ven obrnemo. Čeprav ta agent za notranjo uporabo mogoče že dela čisto v stilu, kjer napiše mail za končnega uporabnika, kjer ni treba nobene predelave, mogoče je treba pa pomisliti, a je primeren ta tudi za zunanjo uporabo. Ali pa ga omejimo, tako kot si rekel, na določene kategorije, kjer mogoče spet za interno uporabo si prvočimo več, za zunanjo ga pa mečkam bolj omejujemo. Ja, ta guardrails in podobne zadeve, se mi zdi, to se bo še zelo razvijalo v tem delu, ko je podjetje prehajalo v to 3. stopnjo. Zdaj, če dodavati le še limpej za na konc, ko so šli vse te faze, zdaj v tej 3. fazi se njihov ta agent imenuje Leia, dela na elektronski pošti trenutno in že odgovarja na določene kategorije samostojno. In zanimivo je to, da recimo tak podatek, da iz 6 ur so nekaj na 2 minuti prišli za odgovore, to, kar si na začetku menil, ta hitrost, pa kvaliteta odgovora in po nekem CSAT-u, ki so ga merili, so v bistvu dosegali boljše rezultate na AI generiranih odgovorih kot, zelo mečka razlika, ampak malo več za AI, kot pa recimo, kar so odgovarjali fizični agenti, raven zato, ker je nekdo dobil odgovor takoj, ni v bistvu za neko tako stvar čakal, ne vem, 3 ure, 4 ure, pa je še vedno hiter, ampak ti dobil takoj odgovor in si, bolj zadovoljen. Kaj stadij sem bral, ne spomnim se zdaj, od koga je bil, ampak so pa ravno to ugotovili v bistvu, da imajo sicer CSAT na AI odgovorih nižji, ampak se jim to zdi sprejemljivo, ker rečejo, te odgovori so pač malenkost slabši, kot bi ga človek dal, ampak prihranek, ki ga imamo, je pa enormen in smo pripravljeni za to, da je za 0,3 točke imajo te odgovori slabšo oceno. Recimo en podatek za Vodafone UK, tam nekje ta Tobi se imenuje sistem, 70% nekih poizvedb reš brez posredovanja človeka. In to je me, predstavljaš za nek UK, prihranili več 1000 ur, pa v bistvu skrajšali to vrsto, ki ljudje čakajo na telefonih, to za 50%. To je
so kar konkretne številke, tako tudi če pa jo obrneva v nek denar, ne, ki je tudi in zadovoljstvo strank in tako naprej. Predstavljam tudi, če bi naš telko rekel, lahko poslušaš tako, kot prav naj sodelavc Igor za možgansko mrtve glasbo, ne, ali pa pritisne 7, pa dobiš, ne vem, nek link za pogovor z AI-om, ne. Ja, kakšen bi se pa zih odločil, to pa rekel, ok, tam sem 6 v čakalni. Tako se vmes lahko ostaneš na telefonu in čakaš, mislim, se pravi, da si še vedno še to hkrati, ne. Ok, cool. Toma, sva kar bila izčrpna. Ja. Hvala vsem za poslušanje, hvala tebi, Gorazd, mislim, da je bila zanimiva tema. Če imate kakšen komentar, dajte ga res napisati spodaj pod ta video ali pa v podcast. Če bi tak pogovor všeč ali pa mislite, poznate koga, ki bi bil zanimiv, dajte ga šerat, prosim, to nam ful pomaga doseči še nekaj novih ljudi. So vsem pač precej nišen podcast, tako da v bistvu res vsak poslušalč je ful so hvaležen za poslušanje. Hvala še enkrat in adijo. Hvala, čau.